Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala kolegu Dejanu, ki me je spravil iz objektivnega in administrativnega sveta nazaj spet počasi k Ricoeurju. Sam bom vseeno uporabljal seveda Ricoeurja in hermenevtiko, vendar bom ostal pri tistem, kar bolj ali manj delam, vzgoja in izobraževanje, to je moje področje, in upam, da bomo znali in zmogli na nek način videti, že zdajle se navezujem na oba moja predhodnika, ki sta poskušala malo zaobjeti celoto. Ampak kje smo vzgoja in izobraževanjem? Predvsem pa, če gledamo na neko družbeno klimo, ki poskuša zaobjeti razmišljanje o neki vzgoji, je to seveda ne samo neuporabno in brez zaokroženosti, ampak je skoraj malo grešno vprašanje, ki se konča ponavadi pri ocenah ali pa pri sodobni tehnologiji. Pa bi šel za začetek, deluje. Skoraj rojak iz Beljaka, upokojeni profesor Dunajske univerze, Konrad Paul Liessmann, se sprašuje o družbi nevzgoje. In bi začel z njegovo definicijo, da je danes kopica idolov, noče pa nihče biti idealist. To je skoraj klitvica, s katero dejansko nekoga lahko pošljemo nekam, da ga utišamo, da je idealist. Čeprav on izhaja iz malo apokaliptične filozofije Günthera Andersa, vendar se mi zdi, da danes tudi naslovna tema celotnega posveta je malo apokaliptična, sploh če gledamo družbeno stanje in če seveda se omejim na referenco vzgoje in izobraževanja, potem dejansko lahko rečemo, da smo v nekem svetu idola. In če pogledamo ne samo sliko, ampak tudi njegov citat, jih ne bom bral, jih imate gor, jih lahko sproti berete, bi jih pa komentiral. Sam sem privilegiran. Delam že več kot 30 let na gimnaziji Želimlje, učim filozofijo, kar je vedno hvaležno, dobro takrat, ko nimam skupine za maturo sploh, ker ni treba skrbeti za točke, ampak takrat, ko pa res lahko izzivam maturante, ko jim na začetku povem, da je to predmet, ki ga ne rabijo za maturo, ker oceno lahko jim zdajle napišem, če želijo, sam naj si vzamejo za svoj, tisto na svoj račun, da če ne bodo razmišljali, pač se bo vedno nekdo našel, ki bo razmišljal na njihov račun, račun bodo pa sami plačevali. In sem vesel, ker jih lahko, ne vsakič, pred kakšno matematično kontrolko to ne gre, ampak redno lahko popeljem vsaj kakšen nov svet in obzorja odpiram, bolj kot zapiram. In res imam privilegij ta, tudi na fakulteti moram reči, da imamo neko večjo možnost humanističnega, smiselnega spraševanja in razmišljanja. Vendar vseeno tudi ti študentje in dijaki so ujeti v ta svet in če grem po hodniku, pogosto slišim brez smisel, brez veze vse skupaj, to pa, za koga, zakaj brati, zakaj bomo pa s tem. Kopica vprašanj, ki potrjuje, da ni idealov, ni nekaj, kar bi segalo dlje kot pa samo do tistega, kar je tukaj in zdaj. In se mi zdi, da digitalna kultura še pospešuje čaščenje idolov. Nekaj, kar je, kot pravi tukaj, a ne nek malik, ki je nekaj, kar je zmazek, ki zamegli tisto, kar je resnično. In če se vrnemo samo svetopisemski zgodbi, tukaj manjka zaveza. In upam, da bom na koncu pokazal tisto, kar dejansko bi lahko pokazalo tudi ali pa odprlo neka vrata, tudi v hišo besede, ampak predvsem hišo upanja. In to upam, da mi bo najprej seveda z kritiko Liessmanna in s podporo Ricoeurja uspelo tudi pokazati.
Ko Lisman govori danes o vzgoji, on reče bolj ne vzgoja, ne pa vzgoja, pravi znanje, vedenje je danes omejeno na znanje, poznate vsi, biti milijonar. Tam ni pomembno, ti razumeš. Tam ni pomembno lestvica, ali gre za življenjska eksistencialna vprašanja, ali pa gre za nekega pevca, ali morda je to še bolj zanimivo. Ampak prišli smo na znanje, ker ni potrebno nobeno razumevanje. In sami, recimo tudi na univerzi, ravno včeraj smo dobili spet sporočilo, da bo NAKVIS za napredovanja v profesuri in tako naprej zahteval bolj kvalitativno. In takoj seveda predsednik habilitacijske reče, ja, nimamo pa meril. Ampak to je dost enostaven znak, kje smo. Pri kvalitativnemu ne razumemo, ker sploh razumevanje ni danes več kvaliteta, s katero bi vzgajali, učili in jo pospeševali tudi v družbine. Ker smo omejeni na konkreten učinek, na idol. In zato seveda se lahko čudimo politiki, po drugi strani pa kateri politik bo pa preživel, če ne bo dajal v tem trenutku impulze, ki potegnejo in ga bodo obdržali še na naslednjih volitvah. In zato se mi zdi, da je to ne samo kritika vzgoje in izobraževanja, ampak celota. In seveda, druga stvar je, ki jo on kritizira vedno bolj, je utopija, da lahko znanje pridobimo z enim klikom. Da imamo vse pri roki. In ja, veste, koliko vse zmore danes en preprost telefon. Preprost. Ja, niti ni treba, da ne vem kako drag. Že lahko dobiš marsikaj, vendar moraš prej nekaj razumeti ali ne. In to je tisto vprašanje, ki ga vedno bolj postavljamo. Druga stvar je, zakaj učiti. In že vse poznamo, ne, kritiko, da je najhujša ideologizacija šola. Ne zaradi ideologije kot take, ampak načina. Ko začnejo otroci med sabo tekmovati in to začnejo zelo zgodaj. In ocenjevanje je samo odraz tega tekmovanja družbe, v kateri so vse mogoče lestvice. Lisman našteva, ne vem, 2 strani skoraj v eni knjigi lestvic, po katerih si ocenjevanje. In vsi vemo in nikoli iz tega ne gremo. Vedno nas nekdo ocenjuje in uvršča v neke lestvice. A ne bo od citatov do vsega. Vedno smo nekje umeščeni in to je spet razvrednoti znanje, vzgojo, izobraževanje, predvsem pa tisto temeljno, ker smo končali osebo. In ta diktatura lestvic, kaj nam prinaša, to je citat, ki ga je že 2006, nimamo izbire. Ne? V imenu svobode se oznanja nemožnost svobode. Ja, se ne gre drugače. In jutri, ko bomo imeli študijski dan, kaj bom lahko kot dekan še zadnjo svojo funkcijo rekel, ja, tako moramo, nimamo izbire, univerza tako hoče, ministrstvo tako hoče, trg tako hoče, kaj ćemo? Ampak tukaj je dost problematično. Seveda, druga stvar je, da Lisman v drugi knjigi Zukunft kommt pokaže, kako danes, kljub temu, da smo ujeti, skozi govorimo o prihodnosti. Načrte delamo, plane take in drugačne, vedno smo ujeti, a ne, v neko prihodnost, načrtovanje, vendar tem smo popolnoma neučakani. Vedno bolj nas vleče v neko stalno doseganje ciljev, ki jih pa ne moremo na nek način niti užiti, kaj šele, da bi ob njih se počutili uresničene. In če samo prebenem tale del, v sedanjosti nočemo živeti, vedno bežimo v neko prihodnost, preteklost ne sme miniti, pač moramo biti nekje in prihodnost pa ne moremo čakati. In kje smo? Te hiše ni. Tega časa dejansko ni.
Časa sploh ni, razsežnosti časa ni, ker smo stalno nekje drugje. Nikoli tukaj in zdaj. In ne bom gledal, kdo bo šel zdaj kam drugam, takoj s telefonom, ampak vseeno, Aleš, ne smeš tega delati. Ja, je zanimivo, če smem malo spet ponazoriti. Mi je zelo lepo, ko je odmor, pa ponovadi pišem dnevnik, smo še zelo starokopitni, nimamo elektronskega, nočejo. Gledam, kaj dijaki, ali gredo takoj na telefon, ali ne. Grem po hodniku, gledam se na telefonih, ali ne. Pa k sreči zelo redko. O petkih je malo več, to razumem, ampak niso. In to mi daje upanje, ker če gledam malo študente, lahko jih na pivo povabiš, čez 5 minut je vsak na svojemu telefonu. In to je tisto, kar lahko zaključimo. In tukaj bi Galimbertija še malo vpletel, ta nihilizem, ničejanski princip, in bi ločeval med razvojem in napredkom. Ni šlo naprej. Zakaj pa ne gre naprej? Zdaj pa je šlo dvakrat. Ja. Tole. Dobro. Kaj je napredek in kaj je razvoj? In tukaj ponovadi pozabljamo na par stvari, ki bi jih potem rad še izrazil z besedami, ki jih je pač kot rezultat nihilizma. Lahko beremo, kot to je pač filozofski, bolj kot nek sociološko-psihološki rezultat, ampak našteva notri. Emotivno nepismenost, puščavanje smisla, psihološko in kulturno lagodje, jezni egoizem, nadalje absolutizacija relativnosti, negativni odsev družbene krize na posameznike, kot kaže izguba motivacije. Če bi delali, ni treba plačevati inštituta za ne vem kaj, ker dejansko bi prišli verjetno do istega, kot je Galimberti naštel v svoji knjigi. Kje so vzroki in kaj je seveda tudi rešitev? Lisman predlaga večno vračanje. Poznamo Nietzschejev, smo ga že danes slišali, ampak ali je to rešitev? In po mojem, in zato grem k Ricoeurju in se vračam vedno k njemu, to ni rešitev, ker tudi vračanje nima obzorja, kar Ricoeur uporablja že zgodaj v svoji filozofiji pojem horizonta. In tukaj bi kar čim prej šel na tisto, kar na širši pojem, ne toliko na oseben. Ricoeur v svoji filozofiji, veste, da imaginacija je izredno pomembna. In on razširi to imaginacijo, ki je seveda tako poetična in poezija ima izreden vpliv in metafora in vse pripoved, tudi na družbo. Njegov, ko pobere iz ameriškega antropologa Clifforda Geertza, prepričanje, da je vse, kar razumemo, kar vemo tudi v družbi, stvar interpretacije, imaginacije, domišljanja, domislimo nekaj, čeprav slovenska beseda domišljija ni najboljši prevod, ker, dobro, ampak ima svojo vsebino, je preprosto poskušal razumeti, kako v družbi poteka ta imaginacija in jo da na dva taka, se veste, Ricoeur vedno pravi, z njega so se norca delali, da povsod najde dialektiko, tudi tam, ker je ni, ampak da ta razpon med ideologijo in utopijo. In seveda začetek, dobro, samo malo, da bo nam koristilo, da ideologija deluje na 3 nivojih, distorziji, legitimiranju in vzpostavljanju identitete. Če je prva precej negativno razumljena, se v luči drugih dveh lahko razume bistveno bolj pozitivno. Sploh danes bi sam poudaril predvsem bolj kot legitimiranje, to poznamo, imamo državne praznike, imamo zastavo, imamo vse skupaj, himno recimo, je vprašanje identitete. Vzpostavljanje identitete, ki je vedno bolj težavna, šibka in se mi zdi, če ne bomo, in bom pokazal, če ne bomo, bomo šli v neke radikalizme, ki jih že poznamo. In
Na drugi strani utopija je neka fantazmogorija, popolnoma neuresničljiva, skoraj mi včasih na norost. Potem je kjer legitimizira, je utopija alternativa moči, ker utemeljuje, da je vsaka oblast, vsaka politična struktura, vsaka institucija gradi na neki moči in na neki agresiji, ki ni seveda nujno negativna, ampak je taka, kot je. In potem na tretjem nivoju, kjer je pozitivna vloga ideologije ohranjanja osebne ali skupinske identitete, je pozitivna vloga utopija raziskovanja možnosti, ustvarjalni vidik družbe. In če se gre, moraš fajn pritisniti. Ja, smo zelo močno v kritiki ideologije, vsaj pri nas. Beseda ideologija je skoraj kletvica in imamo kopico filozofov takih in drugačnih, ki živijo na račun kritike ideologije. Vendar Ricoeur je že davno gotovo, da od kritike ideologije ni ozdravljanja, ni procesa, ki bi družbo ozdravil in ji dal neko možnost. In mnogi so ranjeni s tem, celo pravi, a redki ozdravljeni. Ideološka kritika je del procesa boja in ne procesa priznavanja. Procesa boja in ne procesa priznavanja. In seveda, kaj predlaga? Spet predlaga dialog kot je njegovo tipični pristop, dialog med ideologijo in utopijo. Obe razsežnosti v zdravi družbi morata biti navzoči. Mora biti navzoč pol stabilnosti, ki ga daje ideologija, in mora biti pol, ki presega, ki daje neko upanje, neko preseganje. In sam izhajam bolj iz prepričanja, da je ravno s to kritiko ideologije v sodobni družbi smo naredili nekaj, kar onemogoči, da bi ljudje zdravo se identificirali s svojim konkretnim časom in prostorom. Danes s kritiko ideologije in s pošiljanjem vsega v nek arzenal nekega nasilja, nekega nadzora, kakorkoli temu rečemo, vzamemo predvsem mladim sposobnost, da se zdravo zakoreninijo v tukaj in zdaj. In zato bom kar malo šel naprej. Je pomembno danes spostaviti ta dialog, ki ga Ricoeur takole zagovarja. Medtem ko ideologija zamuja za našimi izkušnjami, ko gre za praktični red našega vsakdanjega življenja, ker nas vedno malo nazaj vleče, ker nas vedno k čemu sili, seveda je tudi dobra, ker nam daje nek vsakodnevni ritem in razumevanje, da pač imamo državo, v kateri približno veš, kdaj ti bodo davčno napoved poslali, približno veš, kdaj boš dobil sodniku za prekrške, približno veš, kdaj si zaščiten, če te nekdo, približno imamo neko stabilnost, pa vendar zamuja. Utopija prehiteva realnost zaradi upanja, sanj in pričakovanj, ki usmerjajo in vodijo načrte, ki se jih lotevamo. Manjka pa tudi danes vedno bolj neka zdrava utopija, ki ni na tehničnem področju, ni na nekem tehnicizmu, ampak ki je na tej človeški ravni. Ravni osebe, personalizma, če smem iti nazaj k Ricoeurju. Če ideologijo, ki jo opravlja integracijske, legitimizacijske in raziskavami mogočega, vključno z alternativami načinov delitve, moči in patoloških oblik, pobega izzivajo obstoječe strukture vladavine, je časovna neusklajenost ideologije in utopije še bolj razbremenjena. Morda lahko zdravimo neumnost utopije,
le s pozivanjem k zdravi funkciji ideologije in nasprotno kritiko ideologij lahko izvaja le zavest, ki je sposobna gledati nase s perspektive nikjer. Malo drzno, če smo rekli ni časa, ne prostora, Ricoeur pravi, mora biti, ampak kje? Utopija je v domišljiji, je v imaginaciji, ne v realnosti. Mi pa danes v realnosti živimo nikjer, nimamo pa možnosti izstopa iz tega nikjer. Ker tega nikjer ne more biti, ker ne vzgajamo in ne učimo zato, da bi se človek ustavil in užival v tistem zdravem pomenu besede, ki jo tudi Lisman hoče s tem sklicevanjem na Nietzschevo večno vračanje. Ker imamo vedno ta krog, iz katerega pospeševanje, iz katerega ne moramo izstopiti. In seveda, kaj je rešitev? Da se moramo pustiti potegniti v krog interpretacij in na to poskušati iz kroga narediti spiralo. Veste, da Ricoeur v svoji mali etiki ne da ne kantovskega, ne heglovskega, ampak poskuša združiti imperativ s stalnim pripravljenostjo na dogovor, pogovor, diskusijo, diskurs. Diskurs je za njega neka rešitev v družbi, blizu Habermasu, pa vendar bolj realno in bolj na tleh in bolj kantovsko, pa vendar je to tisto, kar je po njegovem ta hermeneutični krog, v katerem družba omogoča stalno dogovarjanje in tukaj je prostor za polis, tisti zdravi polis, ki bo omogočal in ne bo recimo beseda ideologija takoj zmerljivka in ne bo utopija spet na drugi strani zmerljivka, ki diskreditira, ampak poskuša vključevati to napetost v sam krog interpretacije. Vendar seveda, Ricoeur vedno je realen, to je zelo nevarno. In človek je sam po sebi, že v njegovi antropologiji, krhko bitje. In ta dialog med utopijo in ideologijo seveda je ranljiv. In jo moramo predpostavljati. Če ne predpostavljamo ranljivosti, potem dejansko smo ta hermeneutični krog zaprli. In danes vemo, kako je s tem. Nihče na zunaj ne sme pokazati te ranljivosti, kakor hitro nek influencer pokaže svojo šibko točko, drug dan ni več na tapeti. In družba, v kateri živimo, in če grem nazaj, in to Lisman zelo jasno kritizira, šola nima posluh za človeka, ima samo za uspeh. In to je tisto, kjer bi se morali te ranljivosti, te šibkosti, te odprtosti že danes učiti. In če samo zaključim, nekaj rešitev, ki bo morda vsaj kakšna spodbuda za razmišljanje, kaj lahko naredimo na področju vzgoje in izobraževanja. Seveda, malikovanje sem že na začetku rekel, danes je tega veliko, pa naj bo to od tehnike do tako imenovanih influencerjev, je to seveda problem in to daje neko ujetost, brezveznost. So to vzroki prevelikih sanjah ali pa obratno, ali smo ujeti to ideologijo tehnicizma, o kateri je že Heidegger 100 let nazaj opozarjal. Kje smo? In seveda tukaj hitrih rešitev ni in kdor obljublja hitre rešitve, in veste, na vseh volitvah jih dobimo, dela krivico zdravi utopiji. In seveda, ker te rešitve morajo biti, ker imamo tudi stroke, kot je sociologija, ekonomija, ki morajo se pohvaliti svojimi lestvicami in razpredelnicami, pa pustimo jih celove, pa ne vem kaj še vse, ker te znanosti morajo biti, smo dejansko popustili filozofi
tako zvanim objektivnim, aplikativnim znanostim. In zato seveda je težko neko utopijo, ki bi ta človeški faktor prinesla tudi morda celo na volitve, težko je to na nek način upravičiti in verjeti. In zato seveda imamo tiste, ki pa to izkoriščajo, take in drugačne demagoge, če grem sem na svoje področje, imamo na verske ekstremiste, take in drugačne, pa latinščina je še znosna, ampak so hujši primeri, ki zelo dobro ribarijo v teh kalnih vodah neorientacije in brez upa. In seveda, kar bi morali vedno bolj pritiskati tudi na pedagoškem področju pri usposabljanju učiteljev, iz golega poučevanja k razumevanju. Ne samo naučiti ga, ampak žal na maturi sami ste jo delali, tisti, ki ste mlajši, pa veste, kaj je bilo notri. Dobro, pri filozofiji imamo srečo na maturi, da imamo vsaj esej. In vam lahko rečem, da sem bil dolgo časa pri ocenjevanju in smo res zavestno iskali, ali je ta razumel problem ali ne. No, dobro, ali ga je tudi znal napisati, to je še drugo vprašanje, ampak moram reči, da vsaj tam je nekaj tega. Ampak to bi moral biti splošen kurikularni načrt, ki bi poudaril to. In potem od gostobesedne kritike ideologije k priznanju njene vloge družbene imaginacije pomeni dati priložnost, da se počutim tukaj in zdaj kot ponosen, pa ne na račun soseda, ampak zato, ker vem za svoje korenine, ker imam svojo preteklost in ker imam tudi svojo prihodnost, ki pa mora biti vedno bolj skupna. In seveda, hkrati pa priznavanje ranljivosti, negotovosti za pravo mero prebujanja utopije. In s tem, če bi to naredili, se mi zdi, da bi vsak posameznik se čutil vsaj čemu zavezan. Ker danes mladi niso zavezani ničemer več, ker nimajo nič pred sabo, nobenega upanja. In tista prava zaveza, ki jo je Mojzes prinesel, zgore pa je razbil, se mi zdi, da bo šla tudi pri nas preko procesa očiščenja, da ugotovimo, kaj je malik, da ga požremo in ga že žremo, mnogim se še ni uprl. In to je en proces, ki ga bo treba narediti v družbi, če hočemo ohraniti veselje do življenja in polnost tudi tega, kar Nietzsche pravi, Lisman želi, zdravega carpe diem. Tistega, ki ima tudi jutri, ne samo danes. In za konec še en dolg citat Ricoeurja, to je svoje, da boste videli, kako je pa ranljivo in nevarno. Kar berite si. To je napisal, ko je kandidiral leta 1968 za dekana v Nanterju in veste, kako se je končalo ta njegova epopeja v smeteh dobesedno. Ampak mislim, da je ravno s tem, da se je podal tudi v strukturne vode, dal eno znamenje, kje lahko iščemo, kljub neuspehu je potem vsem tistim procesom z umika Sorbone, pa potem s potjo v Leuven, pa potem v Chicago, dosegal, da danes ga še beremo in nam lahko daje neko upanje za naprej. In takole, hvala lepa.